Tvoj odnos do petja? Lep odnos. Petje je moja velika ljubezen že od malega. Sem pela od... Zdaj ne vem, če že v trebuhu, mogoče ja. Uroš, ne se smeje, že tako ne začeti. Ne, jaz poslušam, kako lepo razlagaš, da imaš rada petje. Poslušaj do konca, imam zelo rada petje. In v določenem trenutku v življenju sem mislila, da bo pevska kariera moje življenje. Potem pa se je zgodilo, da sem... Spoznala mene. Seveda, in zato sem zbrala drugo pot in gledališče. Je hotela iti med igralce. Ja, čeprav lahko tudi ti poveš, da vsak režiser, ko je slišal, da malo pojem, me je vedno dal za glasbeno kuliso. Za kuliso. Za kuliso jo je dal za glasbeno kuliso. In zdaj se je začelo, da spet z Urošem oziroma Primožem, ne bova zdaj razlagala, zakaj si ti Uroš. In ti Sara. Sara, ma dobro, to je dolga zgodba, mogoče drugič. Se je spet zgodilo, da sva skupaj stopila v ta projekt Studetje muzikla in jaz sem resno spet vzela glas v roke. In to je bil zame velik izziv, bodi si zaradi tega, ker sem bila zelo vesela, da lahko pojem, ampak me je bilo tudi strah, ker songi, ki sem jih so bili kar precej visoki, mislim zahtevni, naporni, tako da... Ampak je to... To je... Ti čakaš nazaj. Naredila je. Ne, to je ona... Čekajte, tako se naredi. Ni bilo prav tako. Ja, no. Se kar, bo rekla... To vprašajte Patrika Grebla. On vam bo vse povedal. In kaj lahko rečem, da... Vse si že ful povedala. Komaj čakam, da bom lahko spet pela v Stoletju muzikla zraven svojega najljubšega Primoža aka Uroša Forte. To sva se zmenila, da mora povedati, to gde bojo vsi vedeli. Ja. Tako zdaj si ti na vrsti, veš? A zdaj moram jaz? Ja. Rad pojem. Get married in the morning, ding dong, the bells are gonna chime. Feather and Charlie, call out the army, but get me to the church, get me to the church, for God's sake, get me. Zelo rad pojem, ne vem, kot vedno, jaz sem pel v osnovni šoli, v pevskem zboru, pel sem v družini na vseh praznovanjih, pač rad imam petje, ne, kako se reče. Ja, super, tudi na žurih sva prepevala ste. Pa kitaro igrala, pa vse. Ja, vse. No, pol na akademiji, na AGRFT v Ljubljani, smo pa v bistvu z profesorjem Žaretom Prinčičem naredili 2 muzikla, tako 2 letnika skupaj, prav, bom rekel, konkretna stvar in tako zelo profesionalno že narejeno. In takrat sem se mečken zaljubil muzikal. No. Je pa res, da potem s trebuhom za kruhom sem prišel v Trst in tukaj pa nažalost je tukaj majhen ansambel. Ja, hvala Bogu, da je bila zraven. Sara Komar, Lara Komar, ja, tudi to sva se zmenila. In ni bilo neke take priložnosti res za musical, ne. Zdaj, seveda moramo priznati, da tudi to je na nek način koncertna izvedba musicala, ampak lahko že zavohaš, ne? Ja, no, lahko zavohaš, tako da ja, to je moj odnos do petja. Tvoj najljubši muzikal? Moj je Moulin Rouge in ker imam zelo rada režiserja, Baz Luhrmanna in tudi vem, da ta muzikal ni še bil v celoti zaigran, v smislu, če gledamo film, ker jaz se nanašam na film zdaj. Tako da mogoče, kdo ve, Uroš bi lahko skupaj nastopala, ne? Jaz bi bila Saten in ti bi bil ta, ki ga je igral Ewan McGregor, ne? Saj si mu podoben. Pričeska zdaj. Zdaj, ko sem se postrigel. No, povej zdaj svoj muzikal najljubši. West Side Story, zato ki Lara Komar igral v Stoletju muzikla pesem iz West Side Story. Nobody knows in America. Puerto Rico is in America. Ne,
hecam se. West Side Story je en izmed teh dveh musicalov, ki smo jih naredili na akademiji s profesorjem Prinčičem in smo ga naredili v celoti, celega, tudi igrane dele, songe in to je težek musical, to je zelo težek musical. Ampak sem pa videl zdaj, ko smo delali... Sej to sem hotela jaz povedati, kako je vodil vaje, ko smo pripravljali ta West Side Story, Ameriko, si bil kar, mislim, že zelo dober od začetka. Potem drugi smo postali boljši, ampak dobro, to je... No comment. No comment. They don't bother me, for there's nowhere else on earth that I would rather be. Let the time go by, I won't care. Koliko vlog sta odigrala v tem musiclu? A povem jaz tvoje, ki jih je manj? Jaz bom resen tokrat. Jaz sem odigral 3, bom rekel, da imam svoje songe, ne? Pa bi rekel še ene 3, 4, da sem in supporting role. Ja, kako se reče. v skupini. Da sem v skupini, ja, podpirajo. V zboru. Tako, ja. Jaz sem Kristin v Fantomu iz opere, potem sem Eliza v My Fair Lady, kjer sem noro zaljubljena. Pa se sploh ne srečava? V koga pa se sploh ne srečava. Potem v Ameriki sem, sem bodi si Rosalija kot Anita, čeprav mi tukaj, mislim, je režiser zbral za ta song bolj filmsko verzijo, tako da je praktično ena sama vloga v našem primeru. Cats sem Grizabela, pojem Memory, in potem seveda ogromno teh vlog, ki so v zboru in podpirajo glavne. In ena vloga je meni zelo všeč in ta je iz, ne vem, če se lahko reče iz ljudstva, v My Fair Lady, ko te spremljamo tvojo zadnjo noč pred poroko. Ne? Tam si naredila res dobro. Tam sem naredila vlogo. Ne, res, jaz mislim, da to vsako pas. Res, jaz sem sicer taki poje, ne, ki so glavni, ampak vsi gledajo njo. Se zelo potrudiva v določenem trenutku v songu, kaže hrbet publiki in gleda nas. In jaz se prav trudim, mislim, sem v vlogi, ne, in mu naredim, daj, koražno, še malo pa boš tam, tako, in on me pogleda, Ne, jaz sem pa glih hotel reči, da to mi da za tistih par metrov, da zdržim in da na koncu potegnem tisti glas, dokler pač ne zamahne s palčko. Ne? Ja. No, tako. Povej anekdoto iz zakulisja stoletja musicla. Jih imaš, ne? Ne, kot nimam. uvod, tako da se povežem s prejšnjim vprašanjem, rekla, da skupina, ki smo jo ustvarili s tem študijem, je, mislim, vse izgleda to, vsakič rečeš, joj, kako smo se s kolegi razumeli, kako je lepa energija, sam res je, ker res je, imam občutek, da od začetka do konca, čeprav so solo točke in tako naprej, da smo vedno vsi skupaj in vsi sodelujemo tudi za odrom, medtem ko se preoblačim in tako. In kar se pa tiče... Ma ne gledamo eden drugega, ne. Jaz točno vem, ko bom srečala, ko plešem, kot Eliza, ko plešem in čaka Primož ali Uroš na tisti strani, ga bom srečala in ga bom pozdravljala. Vedno srečaš iste ljudi, ki si narediš nek ritual v zadnji, kako se premikaš. Vsakič srečaš iste ljudi v istem trenutku, ko poje točno določena oseba, točno določeni vers. To je ful lepo. To so rituali, ja, je res. Lepo je, no. Lepo. In anekdota, enkrat se je zgodilo, imam zelo hitre preobleke, ker jih imam kar precej. Ker imam ful vlog, jaz ne veš. Ona ima zelo veliko vlog. In me Silva zelo hitro preoblači, garderoberka tukaj še videla, in enkrat so oni že začeli na odru, tvoj song, in so vsi že plesali in jaz sem rekla, ne, moram biti že tam, in sem trekla in bila ona za mano in je šla skoraj z mano na oder, mislim, take stvari, ali pa ko plešeta dva plesalca, Angelo in Eva. Ja, to sem hotel... No, povej. Ne, kar povej. Ne, kar v redu, povej. A povem jaz, ja, kako povej. pleševa, jaz in ti za odrom. Tako. Ma jaz sem mislil bolj, da boš povedala to, da igrava, da sva ljubosumna partnerja. Ne? Meni je bilo to najbolj všeč. Ja. Zato, ker namreč, da razložim, ne? Kdo poje
tam? Tam pojeta Anja pa Jure, ne? Ja. Tako. In v zadnji plešeta, dva plesalca plešeta lep ples v paru. Romantičen je. Tako, romantičen. In mi pa v zadnji za odrom sedelava, da sva fant od tiste punce in punca od tistega fanta in da čakava v zadnji, da koliko časa bosta še tako plesale. Tako da, ja. in ona dva zadržujeta smeh, seveda. In ona dva zadržujeta smeh in se trudita, da ne jo ne bi videla zadaj. No, ampak jaz sem hotel še to povedati. Se vem, da o sebi bom govoril, Lara, malo o sebi govorim. Okay. Meni se je zgodilo, noben skoraj ne ve tega, ampak meni se je zgodilo nekaj, kar se mi je zdelo zelo smešno. Namreč jaz, vedno je nekak potek, vrstni red je tako, da greš ti v masko prej in potem tik pred predstavo počas smo na vrsti, da pridemo za oder in nam Dejan da mikrofon in potem gremo na oder. Ne? In enkrat se je pa zgodilo, da sem se dlje časa ogreval na odru in v bistvu je bila luknja pri teh mikrofonih in sem rekel, no, bom pa jaz si dal mikrofon, pa bom šel potem v masko. In res mi da Dejan mikrofon in jaz grem v masko in si mikrofon tako kot zdaj, si ga dam tako nazaj, zato da me lahko namaskira. In potem se začne predstava, mi v zadnji za zaveso se še pogovarjamo, vse to se odpre zavesa, odpojemo Her, meni se zdi na koncu komada, kako danes se me pa res dobro slišali. Kako sem pel. In pridem dol z odra in ugotovim, da sem imel mikrofon cel čas še v zadnji, da si ga sploh nisem nazaj. In noben ni videl, noben mi ni povedal, niti Lara ni videla. Nisem, čeprav prišla skupaj tam. In to se mi je pa zdelo zelo smešno. No. Ampak nisem pa iz tega naredil anekdote, da bi se vsi smejali. To pa ne. Zdaj se je smej. Tudi to sva se zmenila.